Da je oče bil učitelj v Sežani, tam je bilo rojnih vseh 5 otrok. Zdaj tam je Srečkova spominska soba, posvečena samo njegovi poeziji. Tukaj pa boste videli, kako, kot sem že rekla, kako kulturno bogato je živela ta družina. Oče je bil tak zaveden Slovenc, narodnjak, zato svojo pokončno držo je dostikrat plačal gor. Že kmalu po Srečkovem rojstvu so ga kazensko premestili iz Sežane v Pliskovico. Verjetno veste, kje je ta vas. Zdaj je lepa, mladinski hotel, Pliskina pot, marsikaj. Včasih je pa ta vas veljala prav za eno tako zakotno vas. Tam so bili dobre 2 leti in potem so prišli sem v Tomaj. Zmeri so stanovali po šolah, ko nad učitelj je imel pravico stanovanja v šoli. 24. leta, ko smo bili pod hudim raznarodovalnim pritiskom in strani Italijanov, bi oče moral učiti v italijanskem jeziku. Ni pristal, je izgubil službo in stanovanje. Takrat je bil problem, kam z družino. Ta starejša otroka, to je bilo 5 otrok, najstarejši Stano, najmlajši Srečko, vmes 3 punce, po vrstnem redu, to so bile Tončka, Karmelja, Anica. Nikdar Anica ni povedala, da je Kosovelova sestra. In enkrat, da je uri slovenščine obravnavala Kosovela in lih takrat, da je prišel nadzornik. Zdaj ni več nadzornik, inšpektor ali kako se reče. Tudi on ni vedel, da je Kosovelova sestra in posluša in potem je rekel, to pa ni tako. Ona je bila taka tiha, nikdar nič ni, jaz sem jo dobro poznala, kakšna dušca, blanica, mi je marsikaj povedala. In je prišla v zbornico, vsa razburjena, jezna. On bo meni pravil, kaj je Srečko mislil. Vse sta bila oba slavista in je z prve roke zvedla vse, kaj misli. In pol mene je strašno zanimalo, kako da ni povedala, da je Kosovelova sestra. A Karmela je bila tista, ki je bila pianistka? Ona je bila slavistka. Kje je bila pianistka? Karmela je bila. Karmela je bila. Anica učiteljica. In tam je tudi pokovanka Anton Žrnet, ima še spomenik, so se stali spomeniki, to je tudi zanimivo.